veliki dilemi. Sem si drugače predstavljala današnjo razpravo. Žal mi kolegov dovolj iz drugih disciplin, ker oba moja članka oziroma prispevka sta šla v neki zelo določeni smeri. Danes pa zaradi prevlade kolegov z političnega področja ali pa tudi mogoče zaradi nagiba, da bi se oblikovala kakšna politična iniciativa. Jaz sem pa narobe razumela, moram reči, da sem se tukaj poslušala kar 1, 2, 3, 4, 5 tudi pismena sporočila so se izrazili, da bi bilo treba nekaj aktivnega storiti. Večina se je, Vega Tomšič naprimer, se je opredelila, da bi bilo treba to nekako iz civilne družbe, aktivirati civilno družbo. Mislim, da morda sem nekoliko stara in sem dala zelo dosti iniciativ in vsega tega skozi, če tako rečem, da sem precej skeptična in bi se morda vrnila na, popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal profesor Zupan glede raziskovanja in visokega šolstva. Mislim pa, da je ena rdeča nit, ki se vleče skozi oba moja prispevka, da se morda niti ne zavedamo, v kako globoki družbeni krizi smo. Danes je bilo dosti govora o politični krizi, o novi vladi, ampak ne zavedamo se, kako dolgo, še moram reči, da ne vem reči, od kdaj, sigurno se vleče to iz prejšnjega sistema, koliko je stara družbena kriza, kaj je pomenila samostojnost in osamosvojitvena vojna za prelom te družbene krize. Nisem več prepričana, da je osamosvojitvena vojna in vzpostavitev pluralističnega, rečemo demokratičnega, pa rečemo kapitalističnega, ker nisem več prepričana niti, da imamo demokratični, niti kapitalistični, niti pluralistični sistem več, da imamo kar naprej družbeno krizo. Vojno smo vsekakor imeli in zelo cenim, ker tudi sama sem bila aktivna v tistih časih, ker smo se s to vojno izognili veliko bolj kruti in veliko, mislim, grozljivi vojni, za katero ne bi verjeli, da se lahko sploh zgodi v bivši Jugoslaviji. In mislim, da je bila glavna pridobitev vseh civilno-družbenih gibanj, ki smo se borili za odcepitev Slovenije, da smo se odcepili od vojne. Zdaj, kaj se pa dogaja potem z demosom in s pluralizmom? Nekaj je jasno. Profesor Adam je postavil vprašanje, jaz ga jemljem kot politično. Ali je dobro, da so nastale nove fakultete? Jaz mislim, tako kot za zdravstvo, tako kot za sodstvo, tako kot za druge subsisteme, mislim tudi za visoko šolstvo in tako kot za znanost, da je strukturno, sistemsko popolnoma nefunkcionalno. Visoko šolstvo in vsi drugi slovenski subsistemi. In glede na to, zdaj, če bi rekla, ni dobro, da smo dobili druge fakultete. Kakšen smisel ima to? Se pa vendar, če smo vzpostavili na, rečemo, pluralizem. Jaz ne podpiram, da imamo mi 25 strank. Mi bi rabili check and balance za to majhno državo. Nič ne bom rekla levo pa desno, ker zame levo sploh ni levo in desno tudi ni desno, to so samo neke oznake iz preteklosti. Mi bi rabili, rečemo, neko konzervativno pa neko liberalistično stranko, pač ker smo, imamo to srečo, da smo nacija, ki imamo samo eno cerkev, mislim, in to bi morali znati ceniti, ne pa, da delamo z tega, prostite, kdo
sem izrazila, ker nisem prizadeta. Ljudje so prizadeti cirkusa, ne? Ampak jaz to lahko rečem, ker nisem prizadeta, lahko pa koga užalim. Ampak rabi bi, rečemo, dve močni politični opciji, pa je kakšno ekstremistično stranko za ekstremiste in to bi bilo funkcionalno za 2 milijona ljudi. Ne? Mislim, kaj pa se gremo s 25, mislim, zdaj govorim čisto politično, mislim, čisto gitarsko, ker je ta razprava enostavno postavlja obzika, ne. In to se nam dogaja posod to, kar ste rekel, zakaj noče se združiti visoko šolstvo z raziskovanjem. Vsi pogledajte, diplomanti so vsi, nič ne znajo, neizobraženi, večina. Zakaj? Zaradi tega, ker ne delajo raziskovanje. Ker če bi delali raziskovalno v laboratorijih na raziskavah in bi jih učili raziskovalci, bi oni veliko več znali in bi bili uporabni, tako jih pa hočejo, tako pa rečejo delodajalci, se nič ne znamo, jih več mi izobražujemo, jih bomo mi kar že v gimnaziji, če izobražujemo diploma, nič ne pomeni, jemljemo, zaposlujemo mlade, ki nimajo diplome, vse nam diploma nič ne koristi. Imamo tako pleonastičen sistem v vseh subsistemih, da sem se jaz pol lotila v tem svojem drugem delu, tudi zato, da bi se približala kolegom iz drugih disciplin. Čeprav sem že zdavni nekako šla ven iz te sistemske teorije, ampak sem za nalašč upeljala sistemsko teorijo zato, da bi se razumeli raziskovalci in strokovnjaki iz različnih področij. Sistemska teorija je tista, ki združuje različna področja. Kajti na vseh različnih področjih, segmentih, subsistemih naše družbe imamo enake probleme. Ki omenjajo različni kolegi, bilo sem danes zapisala, prestrukturacija, preveč idealistično, nerealno, reorganizacija. Za vsak različen sistem uporabi vsak svoj pojem, ampak vsi mislimo eno. Da pač strukture ne delujejo in ne deluje tudi aktivnosti ne delujejo in moja teza je, da so vsi subsistemi pleonastični, se pravi, da se spomnili enega vica iz bivše Jugoslavije, pa ga krsnej povedala še zdaj dala za Slovenijo, katera je najbolj seksualna država na svetu. Pa je bilo, smo govorili, najbolj seksualna država na svetu je Jugoslavija, zato ker ima največ organov in največ odnosov. Ampak pogledajte, kje smo zdaj? Imamo spet toliko struktur in toliko odnosov in toliko relacij in vsega, a vse skupaj je po sosedski teoriji nesfunkcionalno. Ne pripelje do rezultata, ki bi bil nek rezultat v dobrobit celotnega družbenega sistema, ne pa samo enega segmenta, ne pa še tisti segmenti noben. A imamo kakšen segment v Sloveniji, za kjer ga lahko rečemo, da deluje in da ima učinke? Vojska? Ne. Pravo? Ne. Znanost? Ne. Politika? Ne. Kje smo, imamo družbeno krizo v nulo. Mislim, imam grde izraze, ampak nisem jih strokovna zdaj, ne. To se pravi, ampak kaj ta družbena kriza pomeni? Če grem jaz sam na svoje področje na mladih. Glejte, strukturna brezposelnost mladih je od 90-ih let. Kaj to potegne za sabo? Sociologi smo res na nuli, nič nismo napisali, nič naredili, ne bom rekla, da smo sami krivi, mislim, da so sociološki pojavi postali tako kompleksni, da ne moramo več en človek, eno delo, ena dognanja, ne znamo timsko delati. In kaj prinese mladinska brezposelnost od 90-ih let? Upam si trditi, da čez 4 leta bomo govorili o strukturalni brezposelnosti visoko izobraženih mladih. Kaj to pomeni? Če pogledamo antropologe, ki so nas prehiteli, še pa še, tudi zaradi novih tehnologij, zaradi novih odkritij, pišejo knjige o koncu civilizacije, pišejo knjige o usodi človeka zdaj in prihodno. A
antropologi po njihovih knjigah je družba, kjer nima podmladka in pomladek nima dela in se ne more razmnoževati in normalno živeti, je mrtva družba. Tako globoko smo mi v krizi že od 90-ih let. Kdo se tega sploh zaveda?